V Velenju dvoboj dveh moštev, ki sta v prejšnjem krogu presenetili. Rudar je premagal Olimpijo na gostovanju, medtem ko so Goričani doma premagali Maribor z 2:1. Prvi napad za Velenjčane in prva priložnost za domače Knape, to je bil kot z desne strani, žoga pred vrata, kjer je najvišje skočil vezist Grgič, ki je stresel prečko, ostalo je pri rezultatu 0:0. V 25. minuti gol za domače, Glavina je prodrl in premagal Sorčana za prednost Rudarja 1:0. Kmalu pa že izenačenje, na pravem mestu je bil Dejan Žigon, ki je poskrbel za ekspresno izenačenje v 37. minuti. Do konca prvega polčasa še priložnost za Goričane, poskus z ogromne razdalje, ampak na pravem mestu je bil Radan, ki je žogo uspel odbiti. Drugi polčas in prva kombinacija za Goričane, tekla je 63. minuta, žoga z desne proti Sandiju Arčonu, ki je bil v izjemno ugodnem položaju, a streljal previsoko. Še napad za Knape na drugi vratnici je bil Damjan Trifkovič, za korak prekratek, da bi lahko bolje streljal. Nov napad za zelene, tokrat je bil to strel v dolgi kot, Dodlek je meril, rezervist, ki je vstopil v tem drugem polčasu, ampak izjemna obramba Goričanov, Jogan je žogo uspel odbiti v kot. Kmalu pa gol za goste in Kapič je izkoristil podajo pred vrata, zadel za prednost Goričanov in ob koncu tekme še Jahič, ki je bil sam pred vrati, z glavo pa je meril čez gol in ostalo je pri prednosti goriške ekipe. Prva zmaga na gostovanju in visok položaj na lestvici za Goričane. Vjerojatno ste više očekivali od ove utakmice. Absolutno, še posebej po zmagi v Ljubljani, ampak smo vedeli, da nas čaka izjemno težka tekma. Analizirali smo Gorico in vedeli smo, da je to ekipa, ki rada igra nogomet, igra precej odprt nogomet in čestitam jim za zmago. Čestital bi tudi svojim fantom, ki so dali, kolikor so lahko. Mislim, da je bil danes najrealnejši rezultat remija, ampak tako pač je. Oni so izkoristili svoje priložnosti, mi jih nismo in ostane nam boj za točke v naslednjih tekmah. Svoje šanse, mi naše nismo i ostaje nam da bodove potražimo u narednim utakmicama. Hvala. Hvala. Ofenzivna postavitev vam je prinesla želeno prve 3 točke z gostovanja v letošnji sezoni. Ja, ekipa smo, ki hočemo igrati nogomet. Zdaj, res je, da smo imeli na začetku neke probleme, z njihovih prekinitev so nam stvarili nek pritisk. Potem z nekimi korekcijami smo vzpostavili ravnoteže in tudi bili v drugi polovici prvega polčasa zelo dobri. Potem smo tudi na kontranapade speljali nekaj zelo dobrih akcij, ko smo tudi dali zadetek. Tako da sem res zadovoljen z igro fantov in čestitam, ker ni lahko premagati Rudarja, ki je dobra ekipa, močna. Tako da gremo naprej, imamo 12 točk, kar je super, noben ni pričakoval toliko. Vztrajali bomo s takim delom naprej in bomo videli, kaj bo prinesli naslednje tekme. Hvala lepa. Prosim.